Današnji 10. oktober nosi dvojno število 10. Numerologi pravijo, da vsako število nosi svoj unikaten energijski zapis in da nam lahko marsikaj razkrijejo v trenutnem dogajanju v družbi in odnosih. Ja, zelo zanimiva tema je pred nami. Lili Sorum je z nami. Lepo pozdravljena. Dobro jutro. Ja, 10.10.2023 je torej danes. Nekako se mi zdi, da glede na števila nas čaka nekako energijsko bogat dan. To je pač seveda z mojega laičnega vidika tako povedano. Kaj pa z tvojega strokovnega? Vsi doživljamo energijo vsak po svoje. Drugače pa ja, 10 je zelo močno število, simbolizira res, pa daje veliko nove energije, novega zagona, se pravi nekega namiga, kaj nam življenje prinaša, tako da ja, ful dober dan je dan. A pa glede na to, da ja, ste dve enki v današnjem datumu, kaj to pomeni, da lahko začnemo nekaj na novo? Tako, enka je tista, ki nam prinaša preboj, nova pot, se pravi nekaj novega, tudi na puščico navzgor spominja, se pravi vedno simbolizira napredek. Napredek naj bi pa šel v pravi smeri načeloma. Nič je pa tista, ki prinaša potencial, se pravi vseeno bo tudi naš trud in neka akcija z naše strani se bo pričakovala. Tako da to ne pomeni, da bomo zdaj doma sedeli, pa čakali, da nam bo se padalo v naročje, hočem vsem povedati, kljub temu, da je super dan. Torej nekaj moramo narediti, zato da se zgodi tisto pač, kar si želimo. Čeprav jaz sem bila danes zjutraj, ni recimo delal službeni tiskalnik, in se je bila že v stresu, potem pa so še par stvari zgodilo in sem rekla, a je to zaradi datuma? Tiskalnik hočijo. Ja, nov tiskalnik, ja, no, to naj bo namik. Ne, lahko recimo tudi kaj slabega najdemo v teh številkah, so lahko sploh številke slabe ali dobre, lahko govorimo o tem. Ne, tako bom rekla slabe ali dobre, ne, vse ima neke pozitivne, pa mogoče manj zaželene lastnosti. Zdaj, enka je tista, ki nam prinaša napredek. Za tiste, ki se zelo radi oklepajo po preteklosti, jo zelo radi podoživljajo, za tiste, ki vam bodo rekli, to že 100 let, 300 let, 500 let, dedek je tako delal, seveda za njih ta enka ni prijetna, ker jih pač iz cone obdobja nekako vam potegne. Ni pa slabe ali pa dobre številke. Dobro, zraven imamo še letnico 2023. Verjetno moramo pri tem upoštevati tudi to, nekatero leto je, današnji datum se nikoli več ne bo ponovil, to je treba vedeti. Kako izkoristiti torej današnji dan? Za nove začetke, lahko kaj konkretnega poveva? Ja, zdaj tako. 10.10. vsako leto pomeni res preteklosti in korak naprej, ker je 10 karmično število. Glede na letnico pa prepoznavamo, kje se bo ta res, oziroma ta presek zgodil. 2023 vemo, da simbolizira podzavest, duhovno rast, osebnostno rast, globalno zavest. Se pravi, kje pa mogoče je res fajn, da gremo ven iz nekih stereotipov, iz nekih mentalitet, ki ne sodijo več tukaj in sedaj. Zdaj za posameznika je to mogoče to, da bo nehal obsojati kaj pa je s tem, drugo vero, drugačno barvo in tako naprej. Na globalni ravni pa upam, da tudi, se pravi, vedno je nek dan, ko nas postavi nekam naprej. Letos pa predvsem tudi v naši notranjosti. Tako da, long story short, ne bo mogoče tak pok, da bo zdaj nekaj kar bum naredila. V letošnjem letu, nažalost, ta energija ne bo tako otipljiva, se bo pa ta sprememba dogajala predvsem v naši notranjosti. In to je pomembno, začeti moramo pri sebi. Kaj pa vse številke, recimo, ki jih vidimo, dvojne številke? Recimo pogledamo na uro in vidimo 11.11, 14.14. A gre za naključje ali nam te številke vendarle kaj sporočajo? Jaz bi rekla, da naključij ni. Glede na to, da vsako število ima svoj pomen, so pa to sporočila. Tudi pomembno je, zdaj to vidimo na registraciji, recimo, to je to dosti popularno vprašanje, ali na uri. Na uri je ponavadi povezano s tistim trenutkom, v katerem smo, se pravi s tistim, o čemer smo razmišljali v danem trenutku. Se pravi, če sem zdaj razmišljala o tem, da bi iskala novo službo in vidim, da je 10.10, je sigurno čas za nek premik naprej. Se pravi, vsaka ta kombinacija ima svoje sporočilo, treba gledati vsako posebno številko, pa seveda potem na koncu tudi seštevek. Omenila si registrsko tablico. Mi smo vedno pljunili čez ramo, ko smo videli 666, recimo na registrski tablici. Zdaj ne vem, a je kaj zloveščega v tem? Ne, tako je. Se pravi, 13 in 666 so ta števili, oziroma kombinacije, ki sta zelo povezani z žensko energijo, ženske božanstva. Se pravi, v zgodovini vemo, da smo imeli v poganskih verovanjih tako moške kot ženske božanstva in 13 in 666 je potem malo padla na slab glas, ko se je v
ospredje postavil samo en moški bog. Tako da ne, 666 ful ni slaba številka. Ni slaba številka, je v resnici dobra. Tako. Super, no. Mi smo v osnovni šoli imeli neke take listke, smo imeli pa isto 1, 1, 1, je to 8, 8, 8, mislim, da je bilo poklicev, to je bolj nekaj talskega, strašno zrelega. Ja. In zdaj števila seveda so pomembne, pa tudi zanimivi datumi v prihodnje nas čakajo, recimo čez 3 dni se nam obeta zlovešči petek 13. Vemo, da ta 13. ni tako slaba, ne? Sploh se prikazuje. Edino, če je v kombinaciji s petkom. Ali? Tudi ne. Torej jaz sem skoraj, z numerološkega stališča imamo več karmičnih številin. 13 v bistvu še največji baby, tako še najmanj negativne energije prinaša. Veliko več izzivov, veliko več te mogoče nižje vibracije imajo 14, 16 in najbolj 19. Tako da če že bi mogli biti 19. v mesecu previdni, niti ne tako zelo 13. Tako da vsi tisti, ki mogoče pa imajo malo slab občutek ali pa so malo nervozni glede tega petka, ne, petek 13 ni nič zloveščega. Kakšen pa bo ta petek? Kaj se nam obeta? Kaj se nam obeta? Predvsem, naredimo tudi kakšen premik. Sigurno. Pogledati, kaj je tisto v preteklosti, kar danes vemo, da bi lahko drugače naredili. Včasih pač rabimo dozoreti, rabimo odrasti, rabimo se nečesa naučiti. Vsi smo se prišli učiti v končni fazi, nobeden še ne ve vsega. Se pravi, petek 13. bo idealen dan za to, da pogledamo v svojo preteklost, v to, kaj smo včasih počeli in kako lahko potem 110, ki smo prej omenjali, 110 poneseva ta nek nauk naprej. Tako da ne bo konstruktiven dan. Ne samo zdaj čakati, kje nam bo kaj na glava padel, pa kaj bo narobe, ampak izkoristimo torej petek 13. za pač neke dobre odločitve tudi naprej. Veš kaj, moram vprašati še glede 19. kar si ga pač omenila in je skoraj da, ne, je že na vidiku, ne, za ovinkom. Kaj je s tem 19. 19.10. bo tudi močen datum. Je pa se pravi vse tiste stvari, kjer je bil pa ego v prvi vrsti v naši zgodovini, ko smo pa mogoče bili sebični, neodgovorni, celo izkoriščevalski. Te energije se lahko dvignejo, ampak ne na način, da nas kaznujejo, kot imamo mi velikokrat občutek, kar zelo hitro mogoče tudi dojemamo kot neko kazen, kot neko prekletstvo, kot neko veliko oviro, ampak pač zavedanje, da smo mogoče izhajali iz našega ega, da mogoče nismo izhajali iz najbolj zrelega dela svoje osebnosti in pač to spreminjanje naprej. Najin pogovor, mislim, da naj bi se začel 9.22, tako je bilo pač po našem scenariju. Nam lahko to karkoli pove, ali pa recimo, če imamo sestanek točno ob 10. uri, lahko nekako predvidimo, kaj bomo na tem sestanku recimo dobrega izvedeli ali pa slabega, ali se lahko na tak način s pomočjo številk tudi pripravimo? Jaz bi rekla, da ne toliko, da bi predvideli, ampak da bi določili samo uro sestanka glede na namen sestanka. Če zdaj govorimo o neki poslovni zadevi, je definitivno to najbolje ob 08:08 zjutraj. Če govorimo o neki umetniški zadevi, je daleč najboljši datum, oziroma datum ura 03:03 in kadarkoli te rečeš, Feli Grošelj se za glavo drži, ko pač ob 3:03 zjutraj res ne možeš dati video spota ven. Tako da ja, bolj mogoče ne previdevati, ampak postaviti uro tisto, ki podpira določeno področje. Kaj pa, če števila seštejemo skupaj, tako da dobimo število od 1 do 9? Ja, to je seštevek, to je vedno najbolj pomembno. Ne glede na to, gledamo zdaj registrsko, a gledamo uro, karkoli. Tudi ko gledamo osebna števila, vedno gledamo seštevek. Torej, če recimo pogledamo na uro in je 11:11, kaj potem vsa števila skupaj seštejemo. In pogledamo, kaj nam prinaša to število. Tako. Zdaj 11:11, mogoče, ko se ga glih omenila, bi se ga še dotaknila. To je pa jutri? Ja. Ne, 11:11 bo drug mesec. A ja, 11:11, ja, 11:10. Za vsak primer, da bom mogoče v Ekvadorju, pa da me ne bo tukaj. No, pa veš še za november, ja, da vemo, kaj se... 11 pred leti, tam nekje 2007 se je to začelo, da ko vidimo 11:11 na uri, da si vzamemo 1 minuto za zdravljenje matere zemlje, se pravi, da pošiljamo na nam domač način, ali ljubezen, ali svetlobo, ali zdravljenje, recimo ljudi, ki imajo, ne vem, ki se ukvarjajo z reikijem, s teta healingom, se pravi, na nek način, da objamemo mati zemljo kot planeta. In ideja je bila, ker vedno nekje na svetu je ura 11:11, se pravi, da to zdravljenje in ta ljubezen in ta neka hvaležnost za to, da smo tukaj doma, vedno poteka. Kar se mi zdi tako ful lepo, zato sem ti uskočila že za drug mesec. Super. Ja, kako pa lahko izkoristimo števila za to, da nas nekako vodijo skozi življenje? Se pravi, kadarkoli imamo seštevek 1, ne glede na to, ali je to zdaj 5:5, ali je to zdaj 1:0, enka je vedno napredek naprej. Se pravi, karkoli, o čem ste razmišljali
najti nov način, nek napreden način, se pravi, ne iste stvari ponavljati, se pravi, nekaj novega se nam obeta. Če je to zdaj odnos, v katerem smo nesrečni, je velika verjetnost, da se bo mogoče pojavila ali nova oseba, ali nov način komuniciranja, ampak nekaj novega, ne vedno en te isto. Če je to služba podobna, lahko nakazuje na napredovanje v službi. Če je to zdravje, potem neka druga bolj napredna tehnika ali pa ne vem, drug način prehranjevanja, ki nam bo pomagal pri tem, da gremo naprej. Ampak bistvo pri enki je to, da gremo naprej, da nehamo ostajati v preteklosti. Zdaj pa najina ura se je odvrtela, tako da je konec pogovora. Kaj pa to pomeni? Hvala lepa. Bova drugič naprej. Super, se veselim. Hvala za današnji pogovor. Ja, lepo se imej. Enako.